Lep pozdrav v Mastercard Športni akademiji, tokrat v podkastu. Veseli me, da se spet vidimo, tokrat malo drugačni obliki, malo drugačni vlogi. Kako je, kaj? Red. Kaj se kaj dogaja v športnem življenju? Treningi, tekme, tako kot smo navadni. Zmage? Tudi zmage, ja, tudi porazi, iz katerih se pač naučimo, ampak... In kako to prenašamo, kako to reguliramo, te poraze? Tudi odvisno od poraza, ne. Mislim, včasih je boljši, po moje, dober poraz, kot pa slaba pač zmaga. Ker tudi v smislu, da se nam nekaj več naučimo kot ekipa, na primer v našem športu, iz dobrega pač poraza, ko smo vemo, da smo dali vse od sebe in da pač enostavno mogoče ni bil naš dan, ampak da vseeno. Dobro, to misel bom ukradel, ker je zelo dobra. Tako da hvala za delitev tega. V akademiji tudi ti si prišla pravzaprav po nekaj znanja. Takrat, ne? Ko se danes postaviš tak, recimo pred ogledalo, rečeš, kaj je za razlika, daj da vidimo. Kaj je ta ocena? Po moje, kaj je razlika. Je? Tak, dosti res. V teh 2 letih, ne vem, pač zelo, če bi se videla pred 2 leti, pa zdaj ne bi verjela, da bi prišla do tu. Tak ne vem. Takrat ne bi verjela? Ne bi verjela, da sem. Zakaj? Kaj je bilo? Kaj se je zgodilo? Proces? Ok, proces. Ampak kaj je vplivalo? Psihologija, znanja iz... Po mojem vse skupaj, ker šport je itak super, ne, pa vse razvijaš, ampak res, ko si tu, pa se zavedaš, ne, koliko v resnici moraš delati še na sebi in tudi na svojem značaju, samozavesti, da te res nekam ful daleč pripelje. Samozavest je drugačna potem. Seveda, dosti drugačna. Zdaj ta znanja, ne, so sicer, rečemo temu, teoretična, dost so posredovana tudi s praktičnimi primeri, ali pa tudi iz strani določenih športnikov in tako naprej. Si kaj posebej zapomnil? Kaj te posebej mogoče prihajalo nazaj vedno znova in znova v spomin? Si rekla, ja, to je bilo takrat tako. Ja, se spomnim, ko smo imeli predavanja za pač dihanje, dihalne vaje smo delali. In sem se predstavila tako, zakaj bi to rabila. Ni mi se zdelo nekako takrat najbolj uporabno, ampak večkrat sem se ujela o tem, kako razmišljam, ne, ko sem si zapomnila pred tekmo ali pred kakšnim testom tudi šoj, da sem zdihala, se umirila, da mi je to res nekaj tako ostalo, da se je zapomnila. Pa si kdaj poskušala to komu drugemu tudi posredovati? Sem tudi, ampak večinoma se tudi ime enako odziv, ne, pa to nič ne pomaga, pa tako. Dobro, zanimiva izkušnja, ne? Si kaj pogrešala? Zdaj, danes lahko ocenjuješ, pa rečeš, kako bi bilo fajn, če bi še takrat to imeli, fajn bi bilo, če bi še bilo takrat to povedano. Je bilo kaj take? Pa mislim, da ne. Mislim, takrat je meni vse prišlo prav, kar sem slišala. Tudi zdaj vem, da vedno akademija več napreduje, več teh, moj prvi posel pa vse skupaj napreduje, ampak da tudi takrat je nam bilo res veliko, da to, naprimer, bilo kot pa nekaterim pred nami. Sama si rekla, opažaš te razlike včasih zdaj. Kaj pa generacijsko? Mislim, gledaš malo udeležence, vidiš malo, kaj se dogaja, vidiš, kako je sodelovanje in tako naprej. Opažaš razlike? Ja, predvsem tudi v vpisu v akademijo in koliko več športnikov se tudi odloči za tem. In tudi, če primerjam našo generacijo, je tudi kar malo športnikov potem se odločilo vseeno ostati v tem sklopu pač Mastercarda pa Proeliuma. Ampak zdaj vem, da se je res veliko več je dalo energijo v to, da več snema, da več objavljajo. Kaj bi bil tvoj nasvet vsakemu, ki razmišlja danes ali bi želel jutri postati član te Mastercard Športne akademije? Kaj bi bil tvoj res tisti trigger? Ja, več športnikov me je tudi vprašalo za to, da bi se prijavila, če je vredno ali ne. Itak, da mi lahko povemo vse najboljše, da naj pridejo pa se pridružijo, ampak tudi od športnika je odvisno, ne. Če vedno želiš nekaj narediti več za sebe, jaz predlagam, da tako nimaš kaj za izgubiti. Po mojem, to bi enih najboljših 8 mesecev v mojem življenju, kar sem res izkoristila. Po mojem, najboljše sem v tem času izkoristila svoj čas. Bom rekla, končala bova z tem, kar si rekla na začetku, da ko si pred 2 letoma začela z vsem tem, si nisi znala predstavljati, da boš tu, ko si danes. No in danes, ko si tukaj, kaj bi povedala 2 leti mlajši sebi? Tudi naj bo čim bolj pogumna, pa naj se sam sprosti, pa kako jo odnese veter. Pa dihanje. Pa dihanje tudi. Hvala lepa. Vsem.